V tokratni oddaji Zmorem misija Samozavest dobiva nove razsežnosti. Na osnovni šoli Preserje je potekal paraolimpijski športni dan. Obiskali smo Olimpijski izobraževalni center. Čau, Robi. Ja, Grajem basket. lahko, ampak po mojih pravilih. Ja. Moraš biti v movu, da Okej. si ti pač voziček vsaj malo pele. Aha, a zaradi tega imam to, da se pol, Ja, ja, da veste. A se pol fajn počte? Je, Kar. ne? kar. Opa, lepa. 5-4. Čestitke. Lepo si me sesul. Odlično špilaš obrambo, tako da bravo. Nisi slab. Ja. Dobro ti gre. Ja, jaz praktično, jaz sem bila res že čisto od malih nog, kolikor se je dal aktivna. Prej sem igrala tudi odbojko stoje. Jaz nikoli nisem v protezi videla ovire in sem se dejansko vsega lotila, kot da bi imela obe roki. No, pač meni se je zdelo, da imam obe roki in je zato tudi vedno šlo. No, bila sem dosti vztrajna. Ja, pač pri meni je šport bil že prej ful aktiven, prej sem bil fuzbaler in to zelo dober fuzbaler. Žal, pač se mi je ta prometna nesreča zgodila, da nisem več noge, sem si rekel, okej, nič, kaj bi lahko od športa, ne. Jaz prej nisem vedel, sploh nisem vedel za sedečo odbojko, dokler niso fantje in punce prišli, punce takrat prej prišle do mene in so rekle, to je pa probi, pa uživate kot je, ne. Meni je bilo že to ful dobro, zato ker je tak bolj aktiven šport, bolj je fizičen šport in lahko, pa plus, da je timski šport. Šport je nevaren. Šport ni dejavnost primerna za otroka s posebnimi potrebami. Ovir je enostavno preveč. Tovrstno mnenje je še vedno močno zakoreninjeno v družbi. Miloš Banič, ki na osnovni šoli Preserje pri vsakdanjih dejavnostih pomaga osnovnošolki Brini, priznava, da se je moral na začetku marsikaj naučiti. Danes lahko kar iz rokava strese številne zabavne zgodbe o njuni skupni poti. Ja, najbolj zanimiva je ta, ko je prišel prvi dan trener za nogomet v razred, prvi šolski, na prvi razred. In je vprašal, kdo bi hodil na nogomet, ne? In vsi fantje roke gor, vsi veseli. In tako Brina roko gor, ne? Ja, v redu, pač, nič, gremo pa na nogomet in dejansko takrat hodi na nogomet, na košarko. Pač, kar se tega tiče, je vse stranska, no. Ona ima svoj, kako bi rekel, rek. Si se samo malo potrudiš in lahko vse narediš, no. Tako sva tudi midva potem izdelala voziček za športne dneve, sem ga izdelal, ker nisem hotel, da hodiva samo okoli šole na sprehode, oziroma da jo moram toliko dejansko izolirati od otrok, dejansko nisem mogla do cilja priti, en del poti naredila in sem pač izdelal voziček, s katerim pa dejansko lahko hodiva v hribe, kakšne strme predelava, ne vem, stopnice niso več ovira. Brina je izjemen primer deklice, ki nam kaže, kaj vse se da v življenju storiti s pomočjo volje. Njeni sošolci pa so v okviru paraolimpijskega dne spoznali, na kako čudovit način lahko šport polepša življenje otrokom s posebnimi potrebami. Ja, bo držal današnji dan, je rekel, nagradni dan za to, kar so otroci na natečaju, na likovno-literarnem natečaju zmagali izmed mnogih šol. In ta današnji dan je bil nagradni, da mi nekako v sklopu zaključka tega natečaja jim prikažemo šport invalidov. Mislim, da jih je bilo kar enih 5 športov.
in pa seveda življenjsko zgodbo od odbojkarca naše, da nekako pobliže predstavimo ta šport. Me pa veseli, da je Brina, lahko kar rečem, naša Brina, kajti Brina je že smučala z nami na Rogli, ravnokar je bordala na Krku, tako da naša Brina je pa zdaj s tem današnjim dnem še toliko bolj lahko z svojimi vrstniki seznanjeni, da so seznanjeni z njenim načinom življenja preko vozička. Tako da današnji dan je zelo bil en tak pozitiven, dober za vse, tudi za nas. Ja, jaz sem hvaležen sodelavcu Milošu, ki je dal pobudo, in seveda učiteljici Nevenki Bezek, ki je seveda to z veseljem sprejela. Odločili smo se zato, ker mislimo, da je naše poslanstvo, da širimo obzorja otrok in potem seveda skozi to tudi prihaja nevidna nekaj skozi vtise in izkušnje tudi vzgoja v smislu upoštevanja, strpnosti in tako naprej, drugačnosti. Tako da to je to. Lahko bi rekli, da je šport del slovenske DNA. Toda pravo sliko o tem, kako zelo uspešna je naša država na področju športa, si lahko obiskovalec ustvari ob obisku Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra. V tem centru predstavljamo eksponate, to so oprema, značke, rekviziti športnikov, samo originali, ki so vse naši olimpijci uporabljali na olimpijskih igrah. Hkrati pa predstavljamo tudi steno tistih, bom rekel, najbolj uspešnih športnikov na olimpijskih igrah z kopijami olimpijskih medalj. Poleg tega predstavljamo tudi celotno časovnico olimpijskih iger, kako so potekale prve igre v Atenah 1896 do zadnjih iger, ki so bile preteklo leto zimske v Pjongčangu. No in seveda znotraj te časovnice so tudi podatki o paraolimpijskih igrah, rezultati naših športnikov. Ob obisku muzeja, kaj vam je recimo takole najbolj ostalo v spominu, kateri prelomni dogodki vezani na paraolimpijske igre, kaj bi recimo predstavili gledalcem, ki niso bili v muzeju v zvezi s slovensko paraolimpijsko zgodovino? Predvsem leto 1960, Rim, nekako začetek gibanja paraolimpizma, seveda za nas zelo pomemben podatek je tudi Heidelberg 1972, kjer so v bistvu osvojene prve medalje. Tako Žužinska je osvojila gospa Sitarjeva in naš Jožev Koren, tudi dobitnik Bloudkove nagrade. Predvsem pa delegacija v Pekingu, ki je bila toliko številčna, da je v bistvu v tem času je težko zagotoviti ponovno. Kako se počuti športnik, ko pride v takšen muzej in vidi na steni svojo podobo v akciji za olimpijskih iger v Riju? Ja, lahko rečem, da prvi občutki so, da si zelo ponosen, da si lahko del neke športne zgodbe, ki jo piše Slovenija oziroma ki jo pišejo športniki še iz bivše Jugoslavije. Tako da, ko prideš, ti mačkam srce zaigra. Ali bi lahko nam zaupal kakšno anekdoto, zgodbo z olimpijskih iger, se je kakšna vtisnila oziroma spet priklicala v spomin ob obisku tega muzeja? Ja, v bistvu je kar nekaj anekdot iz paraolimpijskih iger. Ena izmed njih je, ko so se z Darkom Đurićem sprehajala skozi vas, paraolimpijsko vas, in mi reče Darko, ti daj malo pogledaj okrog sebe. Okrog sebe pogledam, rečem, ja, ni tako, kot bi se nekje medgalaktično srečanje zgodilo, pa se sami nezemljani okrog naju. Če želiš v tako izbrani družbi zmagati, moraš začeti graditi pri temeljih. Mi v bistvu če dalje bolj smo nekako vpeti, v končni fazi z novim zakonom smo tudi krovna organizacija na področju športa invalidov. To nam daje nekako novo odgovornost. Delujemo zelo podobno, se pravi tako
Oni za področje športa neinvalidov, mi za področje športa invalidov. Močno nas prepletujejo tudi v bistvu sama delovanja, smo znotraj izvršnih in vseh organov. Predvsem so nam pa pomembne te poti, ki jih skupaj soustvarjamo na priprave na paraolimpijske, olimpijske igre, si pomagamo, si svetujemo, se v bistvu nekako dopolnjujemo in skupaj predstavljamo. Pomembnost je pa tudi to, da se šport v Sloveniji ne deli na bele, črne, moške, ženske, na športnike, neinvalide, invalide, ampak da nas šport povezuje in ta duh, ki ima v bistvu tako pozitivno noto. Primer tovrstnega sodelovanja je tudi zanimiva knjiga, ki je nastala pred igrami v Tokiu. V tej publikaciji namenjena je slovenskim bralcem, kot tudi japonskim bralcem, pa se torej predstavlja trojezično slovensko, angleško, japonsko, nekaj teh res izpostavljenih poudarkov naše zgodovine in pa tudi majčkeno predstavljamo nekatere športe, ki pa računamo, da bojo v Tokiu zastopani strani Slovenije in da bojo naši športniki uspešno tam nastopali. Publikacija je pravzaprav namenjena promociji slovenskega športa in športnikov. Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji športa. Tokrat smo obiskali Šentjur, kjer me čaka nov izziv v rubriki 1 na 1. Med diska Henrik Plank, pa tisti, ki me že pričakuje, zato predlagam, da se kar podamo čez atletsko stezo in vidimo, kaj so pripravili zame. Ogrevanje je za nami, malo sem preizkusil to vreči, tako kot bi moral vreči atlet stoje, no zdaj pa me čaka še izziv iz stola. Je kar zahtevno, ženskega so mi dali, ker moje roke ne dopuščajo, da bi se lahko pomeril kot tisti hrusti dvometrski. Kaj pričakujem, kaj bo Matic naredil z diskom? Mislim, da ne bo več vrgel kot 17 metrov.
Bravo. Ja, izkazal se ravno nisem, izziv je bil pretežek. Mislim, da bi mogel kar celo leto vsak dan hoditi sem, da bi do tistega stožca poletel disk. Hvala za izziv in pozdrav do naslednjič. Matic se je kar dobro odrezal. Rezultat mu je malo šepal, to pomeni, da nima še vaje. Tako da naj se še kdaj oglasi, pa da malo potreniramo. Jaz sem se začel zanimati za šport že od malih nog, ko sem bil tako tisti mečkan, bebica mečkana. In takrat so me sploh starši in prijatelji in vsa družba spremljala skozi osnovno šolo in srednjo šolo v športu. Treniral sem nogomet, veliko časa treniral sem košarko, rokomet, odbojko. Vse športe nasplošno tako, vse kar je timski duh in vse ostalo. Ravno odbojko sem izbral prav zaradi tega, ker so me takrat, ker sem bil v Uri Soča, na rehabilitativnem centru Soča, so me prišli pogledat reprezentanti odbojke SD in so me povabili na prvi trening. Jaz sem ga šel takoj pogledat. Videl sem, kaj se dogaja, kakšna družba je in tako mi je začel ta šport zanimati. Zaradi tega, ker je veliko fizičnega napora, zaradi tega, ker je veliko razmišljanja, pa tudi zaradi tega, ker sem toliko tekmovalen človek. S to odbojko se mi je takoj, ko smo začeli trenirati, moška reprezentanca se je ponovno srečala skupaj po 15 letih. Prej je bila skozi ženske reprezentance, ki so tudi so tudi močne na evropski sceni. Moška predčasih prihajamo na to sceno. Meni najbolj, kar se je ostalo v srcu, je consko evropsko tekmovanje v Franciji. Tam smo osvojili consko prvenstvo, smo bili prvi, zmagali smo vse ekipe brez poraza. Moji cilji za naprej so seveda evropsko tekmovanje, svetovno tekmovanje, pa olimpijske igre. Vse bom naredil za to, da bomo pač kaj prišli, jaz kot osebno, in tudi, da bojo tudi fantje kot celota nekaj naredili, da bomo prišli na tako tekmovanje. Šport kot celota je najboljša zaradi zdravja in vsega psihičnega napora in vseh poveznosti stresa. Jaz mislim, da mora vsak starš spodbujati svojega otroka na šport zaradi druženja, zaradi sebi enakih, zaradi sebi podobnih. Tako da šport povezuje, šport je ena velika ljubezen. Šport je meni osebno vse, prepričan sem, da tudi drugim je šport veliko pomemben. In vsi bi se mogli športati in upam, da jih starši ne bojo dali v nek paketič, zaprli jih in rekli, da pa tukaj bod, pa da se ne boš poškodoval. Ja, moja prometna nesreča se je zgodila 27.1.2017. Pomagal sem drugim udeležencem v cestnem prometu in v tem trenutku me je neka pijana oseba zbila mene in mojega brata. Jaz sem v tem trenutku izgubil nogo, ampak to je bilo takrat takoj v znaku borbe in vsega tega, tako da meni to ni prišlo do živega, grem naprej in se borim. Ja, meni takoj, moja prva operacija je trajala, mislim, da okoli 7-8 ur. Prva operacija, vse druge operacije, vse skupaj sem jih imel že 16, samo za nogo. Jaz sem se soočil s tem, jaz osebno zelo dobro. Prvi dan seveda neko žalost in to, ampak mislim, da so se moji starši hujše spoznali s tem, kakor pa jaz. Jaz sem takoj drugi dan prosil v UKC, če me lahko zaprejo za zavesanje, izjokal sem se, rabil sem tistih svojih par ur, da grem naprej, da se v glavi izmenjam sami sabo, Matico, ok, izgubil si nogo, nič ni na to narobe. Boš probal naprej, boril se boš, če lahko drugi, ki so na primer slepi, boljše slišijo in imajo druge čute, bolj tako, v tem bom tudi jaz imel. Ni problema, grem naprej, tako da mislim, da sem se ful dobro soočil s tem. In s takimi trenutki se najbolj spoprimaš tako, da najprej prečiščeš v svoji glavi, da si rečeš, moja poškodba je neka moja prijateljica v ozadju, tam je in tam jo bom pustil in ne bom jo ovirala pri mojih ciljih. Vsak je svoje sreče kovač, tako da če se s tem pogovoriš, si naprej zmagal. In ne gledaš nazaj, kaj se je zgodilo, ampak važna ti je samo prihodnost in da stremiš svojim cilju.
V prostem času delam, se rekreiram, najboljše mi je pa seveda hoditi na treninge in trenirati, zaradi tega, ker mi je šport po prvi strani nahajpa, po drugi strani sem pa zelo sproščen po treningu, rad se družim z družino, rad se družim s punco, vse delam, kakor je treba, ampak večinoma, če pogledamo celoto, je pa šport vse. Sem Matic Kržan, reprezentant odbojke SD, prepreke so samo v glavi, samo na poti je meja. V naši naslednji oddaji bomo spoznali, da so otroci včasih pogumnejši od odraslih. Se vidimo! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.